AMZS idealna linija o svetovnem prvenstvu v motokrosu, o dirki v Španiji v Arroyo Molinosu ter 3 zaporednih preizkušnjah v Pietramurati v Italiji. Državno prvenstvo so z 2 preizkušnjama na Pannonia ringu na Madžarskem končali cestno-hitrostni motociklisti. Dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je bila v Španiji. Na progi Intuk Sanadu v Arroyo Molinosu je Tim Gajser v razredu MXGP v kvalifikacijah postavil drugi čas, a se mu prva vožnja ni iztekla po željah. Kar nekaj časa je vozil na 3. mestu. V finišu vožnje pa nato ob napadu na Jorgeja Prada padel z motorja. V nadaljevanju pa ga je po napaki prehitel še Jeffrey Herlings in v cilj je pripeljal 4. Zmagal je Romain Febvre. Slovenski šampion se je v drugo vožnjo podal zelo odločno in brezkompromisno, a kmalu vnovič po napaki predse spustil Herlingsa. Vseeno ni popuščal in se je boril do zadnjega atoma moči. Ko je prehitel Prada, mu je to odprlo pot do 2. mesta v drugi vožnji, skupno na dirki pa 3. na zmagovalnem odru. Zmagal je Herlings, ki je tudi dobil dirko in vodi v skupnem seštevku s prednostjo 12 točk pred Febvrom, 3. Gajser pa zaostaja za 15 točk. V razredu MX2 je Jan Pancar v kvalifikacijah postavil 19. čas. Prve vožnje ni začel optimalno, saj je bil ob koncu prvega kroga šele 27. Vendar ni se predal. Vztrajno in nepopustljivo je tekmece puščal za seboj in v cilju še ujel 20. mesto ter novo točko v skupnem seštevku. Vožnjo je sicer dobil Tom Vial. V drugo se je Pancar na stezo na jugozahodnem obrobju Madrida podal bolje. Hitro po štartu se je prebil do 15. mesta, potem pa z nekaj nihanji uspel to mesto ohraniti do ciljne črte. Prvi v drugo jo je prevozil Maxime Renaux, ki se je veselil tudi skupne zmage na dirki. Ob tem je na prvem mestu še povečal prednost pred zasledovalci v točkovanju za svetovno prvenstvo. Dirkališče Pannonia ring na Madžarskem je bilo prizorišče zadnjih 2 preizkušenj državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu. 2 dirki v 2 dneh sta bili za voznice in voznike velik zalogaj, ki se ga je bilo potrebno skrbno in natančno lotiti že pošteno pred samima dirkama. Šel sem parkrat, oziroma enkrat na Lindau ring, sem sprobal motor, da dela vse v redu. Potem pa še en vikend pred tem na Pannonijo, da sem se preizkusil. Zdaj smo pa tu. Nisem v bistvu imel dosti treninga, ampak se je na koncu dobro išlo. Je zadovoljen povedal Bor Klemens, sicer zmagovalec zadnje dirke v razredu Supersport 600. Idealno odpeljana dirka, sicer sem imel res probleme z pripravljenostjo fizično, ampak sem na koncu le zdržal vse in odpeljal do konca. Še bolj nasmejan je bil Enej Logar, ki je v soboto v razredu Supersport 600 zmagal, čeprav je v dopoldanskih kvalifikacijah padel. No, včeraj sem na prvih kvalifikacijah zjutraj, sem v 3. krogu padel in sem še kar poškodoval motor. V bitki s časom je Logarjeva ekipa vendarle sestavila motor, da je lahko nastopil. In nekako nam je na koncu 5 minut pred koncem vratal motor popraviti, čedi zahvale pa gre tu pa vsem v ekip, pa Martinu Gencu. Na progi je ostal zbran in se veselil zmage. V nedeljo pa si je nato privozil 3. mesto, kar je zadostovalo, da je osvojil naslov državnega prvaka. Občutki so zdaj res fenomenalni po celi sezon, pa sploh z borbami, ki smo jih imeli z Domnom, te borbe, ki so imeli, bo res fajn, pa še zelo sem vesel zato, ker je to moja prva sezona. Zmagovalec nedeljske dirke Klemens je bil tudi v soboto blizu Logarju.
Tako sem že tokrat rekel, sem se zakalkuliral. Malo pred sem računal na to, da bo ostalo dovolj krogov, da bom lahko v tistih zadnjih ovinkih prevzel vodstvo, ampak mi je na koncu proge zmanjkalo. V razredu Superbike je na obeh preizkušnjah suvereno zmagal Marko Bolko, ki je ubranil naslov državnega prvaka. Bom rekel, zadnje 3 dirke na Madžarski, ki so se odvile, so bile predvsem borbeno napete. Imeli smo enega dirkača, oziroma celo 2 dirkača, ki sta izjemno napredovala v samih časih, zato so bile tekme tudi bolj pestre. Naslova najboljšega v državi ne bo več branil. Ob tem bi rad uradno napovedal, da se iz tega državnega prvenstva umikam. Dejansko smo dosegli v bistvu cilj, ki smo si ga zadali. Gledamo korak naprej in naj ob mojem umiku povabim vse dirkače, ki imajo pomisleka, pa imajo željo se učiti tega tekmovanja, da mene oklevajo. Seveda si želimo, tudi več voznikov v prihodnje, tudi v prihodnjih letih. V razredu Supersport 300 je tokrat na Madžarskem vozil le Etienne Cantar-Božič. Želeli bi si sicer več novih dirkačev, ki bi prišli voziti, tako da upamo, da drugo leto, ko se zadeve s COVID-om umirijo, da bo tudi lažje načrtovati in peljati sezono brez prekinitev. Sezona 2021 je pod streho. Vsekakor pa čestitke organizatorju 22, ki so, odlično odpeljali to sezono, kljub težavam. Sledijo analize, kaj bi se lahko popravilo in dvignilo še na višjo raven v prihodnje, da bi bilo državno prvenstvo za cestnohitrostne motocikliste še bolj privlačno in zanimivo. Po dirki v Španiji so se najboljši motokrosisti sveta preselili v Italijo. 14. preizkušnja za točke svetovnega prvenstva je bila v Pietramurati. Tim Gajser jo je začel s 6. mestom v kvalifikacijah. Prvo vožnjo je začel odločno, a više od 4. mesta se mu ni uspelo prebiti, saj so tekmeci pred njim praktično vse skozi vozili brez napak. Zmagal je Jeffrey Herlings. Štart druge vožnje se Gajserju ni posrečil najbolje, saj je na prvo merilno mesto pripeljal šele 13. A to ga ni preveč zmedlo, saj se mu je z nekaterimi prehitevanji uspelo hitro prebiti med prve 3. Herlings je bil znova izvrsten in prehiter za vse tekmece, kar mu je prineslo zmago v drugi vožnji in tudi na dirki. Gajser je po zaslugi 3. mesta v drugi vožnji prišel do zmagovalnih stopničk, na katerih je stal na 3. mestu. V skupnem seštevku za vodilnim Herlingsom pa je zaostanek povečal na 27 točk. V razredu MX2 je slovenske barve zastopal Jan Pancar. V kvalifikacijah je postavil 20. čas. Štart prve vožnje se mu je dobro izšel. Na prvem merilnem mestu je bil 12., nato pa ga je zaustavil padec, s katerim je izgubil več kot pol minute. V cilj je pripeljal na 30. mestu. Zmagal pa je Tom Vial. V drugo vožnjo se je Pancar podal slabše kot v prvo. V veliki želji, da popravi zamujeno, je nato znova padel z motorja in potreboval več kot 2 minuti, da se je vrnil na progo. Sanje o morebitnih točkah svetovnega prvenstva so splavale po vodi. Ciljno črto je prečkal 26. Znova pa je bil najhitrejši Vial, ki je tudi dobil dirko za veliko nagrado Trentina v razredu MX2. Druga od 3 zaporednih motocross dirk svetovnega prvenstva v Pietramurati se je za Tima Gajserja začela srečno. Na štartu se je izognil gneči, v kateri je na tleh pristal Jeffrey Herlings. Vodilni v skupnem seštevku je pri tem poškodoval motocikel in odstopil. Gajser je hitro prevzel vodstvo in ga je imel v rokah vse do finiša. Potem pa ga je ujel Romain Febvre, ki je po hudem boju s slovenskim šampionom v cilj vendarle pripeljal na prvem mestu.
Štart druge vožnje se Gajserju ni posrečil. Tekmece je začel loviti z 9. mesta in pri tem ni popuščal niti za trenutek. Vozil je zbrano in praktično brez vidnih napak, zato se je hitro prebil do 3. mesta, na katerem je tudi pripeljal v cilj. Skupno je to zadostovalo za drugo mesto na dirki. V skupnem seštevku pa je njegov zaostanek za vodilnim Jeffreyem Herlingsom skopnel le na 3 točke. Jan Pancar je vozil v razredu MX2. Kvalifikacije se mu znova niso izšle, saj je postavil šele 24. čas. A prvo vožnjo je začel zelo hitro in bil na prvi merilni točki 13. Žal je potem malce zdrsnil po lestvici, a v cilj še vedno pripeljal med dobitniki točk svetovnega prvenstva, saj je osvojil 18. mesto. Prvi je bil Tom Vial. Tudi v drugo vožnjo se je Pancar pognal solidno in potem kar nekaj časa vozil na 15. mestu. Vendar napaka v 15. krogu ga je drago stala. Znova je sledil zdrs po lestvici in ciljno črto je prečkal na 22. mestu. Zmago v drugi vožnji si je privozil René Hofer, ki je prvič v karieri stal na najvišji stopnički na zmagovalnem odru v tem razredu. Pancarju pa je pripadlo 24. mesto. Šestnajsta dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu, tretja zapored v Pietra Murati, je bila izjemno napeta. V razredu MXGP je Tim Gajser iz prvega ovinka prišel pred glavnima tekmecema Romanom Fevrom in Jeffreyem Herlingsom. V ostrem boju za čim več točk svetovnega prvenstva, v katerem so v posameznih zavojih odločali centimetri, pa sta ga Francoz in Nizozemec nato prehitela. In Gajser je v cilj pripeljal na 4. mestu. Zmagal je Jeremy Zever. V drugo vožnjo se je Gajser pognal zelo odločno in na prvo merilno mesto pripeljal 3. Še do konca prvega kroga je potem prevzel vodstvo, ter ga do konca ni več izpustil iz rok. Zmaga v drugi vožnji mu je prinesla drugo mesto na dirki in novo uvrstitev na oder za zmagovalce, kjer je na najvišji stopnički stal Zever. V skupnem seštevku slovenski motokros as za vodilnim Fevrom zaostaja le točko, 3. Herlings pa ima 3 manj od Francoza. Jan Pancar je nastopil v razredu MX2. V kvalifikacijah ni blestel, saj je postavil 19. čas. Štart prve vožnje se mu ni posrečil, hitro pa je storil tudi napako in tekmece je začel loviti s 27. mesta. Znova je pokazal veliko mero borbenosti in nepopustljivosti, kar se mu je poplačalo, saj je v zadnjem krogu prišel na 20. mesto in si tako privozil novo točko v svetovnem prvenstvu. Prvi je bil René Hofer. V drugo je Pancar štartal bolje in prvo merilno mesto prečkal na 13. mestu. Sledil je nov zdrs po lestvici, a vnovič se ni dal in je napadal na vso moč, kjerkoli je bila za to možnost. Agresivna in brezkompromisna vožnja se mu je spet obrestovala, saj je ciljno črto prečkal na 16. mestu. Skupno je na dirki osvojil 19. mesto, zmaga pa je pripadla Maximu Renaultu, ki si je 2 dirki pred koncem sezone že zagotovil naslov svetovnega prvaka v razredu MX2.